Tudi letošnjo sezono bomo vaše slušno razumevanje preverjali ob zgodbah v knjigah. Izbrali smo tiste, ki nosijo znak za kakovost Zlata hruška. Izbor knjig bomo objavili tudi na družbenih omrežjih. Danes z Zarjo bereva knjigo Vesolje me slišiš. Vsi oboževalci astronomije, znanosti, vesolja in raket, pridite na krov, Žan je že z nami. Vesolje me slišiš je knjiga za vse, ki imate radi samostojnost in nenavadne podvige. V prvi osebi nas na poti z Kolorada v Novo Mehiko pelje 11-letni Alex. Knjiga Vesolje me slišiš govori o samostojnem 11-letniku, ki je zelo navdušen nad astronomijo. Ja? Ampak Zarja, tudi tvoje ime je povezano z nebom. A rada gledaš zvezde? Tudi jaz sem zelo navdušena nad astronomijo, ja. Vidiš, super. Za Aleksa je vesolje rešilna bilka. Na nek način zelo pa uživa tudi v razstavljanju vseh možnih kratic in poimenovanju stvari. Se spomniš, kako je ime njegovemu psu in po kom je dobil to ime? Ja, njegov najboljši prijatelj je dobil ime po znanemu astronomu Carlu Saganu. Jaz priznam, da sem na začetku doktorja Carla Sagana moral kar dobro pogooglati, zdaj pa si ga bom zapomnil za vse večne čase. Si v knjigi naletela na še kaj, česar prej nisi poznala? Ja, naučila sem se, kaj pomeni shizofrenija, ki je duševna motnja, ki povzroči, da se malo bolj čudno obnašaš. Ja, ne bova še izdala, kdo v knjigi ima shizofrenijo, da bralcem ne pokvariva napetosti. To zvemo šele pozno v knjigi. Ves čas pa lahko spremljamo, kot sem že prej rekel, tudi Aleksov užitek v besedah. Razstavlja kratice, igra se z akronimi, izvorno v angleščini, v slovenščino pa jih je prevedla Ana Ugrinović, ki je zdaj tudi z nama. Ana, lepo pozdravljena. A nama lahko zaupaš, kako si se lotila vseh Aleksovih kratic in akronimov? Ja, ta knjiga je res zahtevala od mene ogromno ene prevajalske ustvarjalnosti, tako da sem po cele dneve in noči hodila naokrog z listki in si nanje zapisovala rešitve za različne besedne igre. Ampak največ časa mi je pa vzelo prevajanje šal o astronomiji, ki jih zbira Alex, ker so bile težko prevedljive in sem morala poiskati nove ali pa si jih celo izmisliti. Ena od njih gre tako. Zakaj astronavt ni mogel rezervirati sobe na Luni? Ker je bila polna. Ali pa druga, ki sploh ni prišla v izbor. Kje najdemo največ črnih lukenj? V črnih nogavicah. Hvala, Ana. Morda mi je Alex tako prirasel k srcu prav zaradi odličnega in živega prevoda. Všeč mi je tudi njegova samostojnost. Kot 11-letni deček se sam odpravi v Novo Mehiko na raketarsko konvencijo. Kaj misliš, da botruje tem? Ja, definitivno, da sam skrbi za svojo mami. Čeprav njegov starejši brat živi v tujini in ima vsem pošilja denar, pa njegova navdušenost nad zvezdami, vesoljem. Ja, fino je, če lahko v življenju čim več postorimo sami, v resnici pa je kdaj fino biti tudi otrok. Vprašanje se glasi takole. Prevajalec se mora dobro poučiti o tematikah, ki jih obravnava knjiga. Kaj je morala naštudirati Ana Ugrinović? A. Kako poimenovati Aleksovega psička? B. Kakšna je bila moda v 15. stoletju? C. Kateri jeziki so posneti na zlati plošči? Ali D. Kaj vse zajema vesoljno modelarstvo? Imate 15 sekund. Vijolična ekipa pravi, da je rešitev C, rumena pa, da je pravilni odgovor A. Ana je povedala, da je morala raziskati vse o zlati plošči in ugotovila, da so na njej pozdravi v 55 jezikih. Pravilen je torej odgovor C. Vijolična ekipa je odgovorila pravilno in na to vprašanje ste stavili tudi svojega Brichtolina. Bravo, imate 10 točk.